Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lepo pozdravljeni, spoštovani novinarke in novinarji ter predstavniki medijev. V petek je bil v Uradnem listu objavljen spremenjen pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki odpravlja neživljenjsko odločitev gradnje oziroma neživljenjsko omejitev vgradnje električnih bojlerjev. Pravilnik je naslednji dan stopil v veljavo. Spremembe pravilnika bo predstavil minister za naravne vire in prostor Jože Novak. Po izjavi bo na voljo za vaše vprašanje. Dober dan. Kot sem pred časom napovedal, sporočam, da smo na Ministrstvu za naravne vire in prostor spremenili pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah. Dogovorili smo se, da med drugim črtamo zloglasni 17. člen, ki je prepovedoval vgradnjo električnih bojlerjev. Pravilnik smo v Uradnem listu objavili v petek, tako da od sobote že velja. Država se ne bo več vtikala v sama stanovanja in bivanja, saj sem skozi prejeta sporočila razumel, da smo dovolj osveščeni sami, da bomo, seveda vsak glede na svoje možnosti, vgrajevali in uporabljali najbolj napredne naprave sami in da ni potrebe, da to posebej reguliramo. To velja za obstoječe stavbe, in kjer se izvaja zgolj delna sanacija oziroma vzdrževalna dela. Istočasno pa smo sprostili in popravili tisti del pravilnika, ki se nanaša na novogradnje ali temeljite rekonstrukcije stavb. Tudi v tem delu ne predpisujemo več, katere naprave smemo v stanovanjih imeti ali ne. Razvoj tehnologije in naprav je tako hiter, da so danes napredne stvari lahko jutri že zastarele. Tehnološko smo torej nevtralni. Še vedno pa velja, da morajo projektanti tekom načrtovanja novih stavb zagotoviti oziroma se približati tako imenovani skoraj nič energijski stavbi. Projektanti bodo torej morali skupaj z investitorjem najti ustrezne rešitve in sicer pri novogradnjah v kombinaciji oboja, to se pravi izolacije stavbe in naprav za ogrevanje, za pripravo tople sanitarne vode, prezračevanje in drugih elementov. Na kakšen način je pa odvisno od tehničnih in tehnoloških možnosti pri vsaki obstoječi stavbi, ki ima lahko svoje specifike in ovire. Torej, pri temeljitih rekonstrukcijah se upošteva tudi zatečeno stanje. To prepuščamo projektantom in investitorjem ter seveda bodočim uporabnikom teh stanovanjskih stavb. No, menim, da bo na tak način dosežen celo večji napredek, ne da bi s tem pri ljudeh povzročili stiske ali pa jih silili v neke nemogoče rešitve. Naj omenim še eno stvar, ki je sicer sodi na področje dela Ministrstva za okolje, podnebje in energijo in ga sporočam tudi po dogovoru z ministrom Kumrom. Prebivalci imajo na voljo več spodbud in pomoči za izboljšanje učinkovite rabe energije v stavbah. Priporočam, da se jih izkoristi. Naj naštejem vsaj 3. Od razpisov v okviru ekosklada se dodeljujejo subvencije za naprave za ogrevanje, za izboljšanje teh naprav in zamenjavo bolj učinkovitih naprav za ogrevanje. Dalje je razpis objavljen tudi za nepovratna sredstva za zmanjšanje energetske revščine za socialno šibkejše prebivalce, kar je pogosto bilo tudi v razpravah in pred tem opozorjeno. V kratkem pa bo MOPE tudi na voljo razpis za subvencijo za zamenjavo naprav za pripravo tople sanitarne vode. Zdaj, če povzamem, mislim, da sva oba s kolegom ministrom Kumrom pripravila rešitve, ki bodo cilj za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb doseženi, predvsem pri novih objektih, medtem ko se pri obstoječih objektih ne vtikamo v samo stanovanje ljudi. S tem mislim, da smo pripravili tisto, kar je uporabno in za ljudi primerno. Želim, da bomo vsi skupaj zdaj bolj mirno in zadovoljno delali tudi na tem področju
in da bomo imeli prijetno obdobje pred nami. Srečno. Hvala, minister. Sedaj je minister na voljo za vaše vprašanje. Pozdravljeni, Ema Čepon, Pop TV. Mogoče sam na kratko, nekateri pripadniki inženirske stroke, nekateri strokovnjaki za energetsko učinkovitost so takrat, ko je bilo to v javni razgrnitvi, opozarjali oziroma so rekli, da bodo se pritožili, da bodo podali dodatne komentarje, pripombe. Je bilo kaj podanega, ste kaj upoštevali, je bila kakšna sprememba od takrat? Najprej v času javne razprave, pa tudi po tistih reakcijah, ki smo jih imeli v javnosti, javnost podpira naše rešitve in so pričakovali take stvari. Seveda, naših strokovnih kolegi v poklicnih zbornicah, v večjih zbornicah pa so imeli nekaj predlogov, kako zagotoviti, ali pa tudi proizvajalci, kako bi zagotovili, da vendarle lahko vgrajujemo ene naprave, druge naprave, tretje. Mi smo jih rešili na naslednji način. V zakonu smo tehnološko nevtralni. Zaradi mene lahko vgrajujejo tudi bojlerje in vse ostale zadeve, seveda, bojo pa istočasno tudi pri novih stavbah skrbeli za obnovljive vire energije, za samo oskrbo na stavbi in tako ostalo. Torej, s tem mislim, da smo zadovoljili vse tudi tiste tehnološke vprašanja ali pa inženirje, imajo prosto pot, da lahko s projektanti v skupni kombinaciji, kot sem razložil, kombinacije zasnove ovoja stavbe, se pravi izolacije in naprav v njih, dosežejo ničeno stopnjo, bom rekel, energetske varčnosti v samih stavbah. Kako pa pride do njih, pa ni prepovedan nobena naprava, noben stroj, nobena tehnološka rešitev. Tako da so na nek način zdaj lahko mirni, no, vsi bodo lahko vgrajevali svoje naprave v skupni kombinaciji, da dosežemo skupen cilj.